Spoštovani v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Tokrat je med nami vizualni umetnik, režiser animiranih filmov, scenograf in avtor likovnih podob Rok Predin. Svojo mednarodno prepoznavnost je zgradil z animiranimi filmi in glasbenimi spoti. Njegove naročniki so velika glasbena imena, kot so The Rolling Stones, Elton John, U2, kar boste kmalu videli. Nedavno sodeloval tudi pri izvedbi animiranega spota za legendarno skupino The Beatles. Režiral je tudi reklame. Njegov najnovejši dosežek je tudi videospot za pesem Levitate zasedbe U2. Zadnjih nekaj let pa Rok živi spet v Mariboru, kjer je kot režiser, scenograf in avtor likovnih podob in sodeluje s tamkajšnjim Lutkovnim gledališčem in pa kot scenograf in avtor videoprojekcij za SNG Maribor. Danes se bova pa pogovarjala o tem, kako vizualni umetnik gradi svojo vizualno podobo in prepoznavnost, kako razvija svojo kariero, kako usklajuje delovanje v lokalnem okolju in z globalnim delovanjem in pa kakšne izzive umetniku postavljajo naročniki, kako delati z njimi, da lahko kot vizualni umetnik ohraniš svoj pristop in kreativnost. Mogoče, če začneva. Zdravo, živjo. Živjo. Zdaj, študiral si slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kakšna so bila tvoja zgodnja dela in pa kako si začel in pa kako si predstavljal delo vizualnega umetnika takrat? Zgodnja dela misliš kaj točno? Ja, ne vem, s čim si začel? Hotel sem biti slikar. Od majhnega sem hotel biti slikar. In slikarji grejo na akademijo in po končani srednji šoli sem delal prvič sprejemni izpit, pa me niso sprejeli, pol pa sem delal drugič, pa so me sprejeli. In akademija je bila zame vsaj, to so bila nebesa zame. Tam si ure in ure risal in slikal in se učil o stvareh, ki so me zanimale, ki so me veselile in akademija je nekako stekla skozi mene kot neki potok, tak naravno skladna so bila z akademijo. Kljub temu, da seveda ne z vsemi profesorji, pa ne zmeroma, da sem čutil večkrat nek impuls, da se uprem nekim trendom, pa da kontriram nekim bi rekel estetskim normam pa trendom, ki so bili na akademiji, ampak kljub temu, jaz sem to vzel v zakup in se mi je zdelo, da je takrat, ko sem jaz hodil na akademijo, to bila ena izkušnja, ki me je obogatila, ki mi je pa najpomembneje dala neko obrtniško znanje. Ker takrat, ko sem jaz hodil na akademijo, je bila še neka stroga, bi rekel, akademska, tradicionalna praksa in teorija, na kateri se je vztrajalo. Se pravi, tukaj govorimo o linearni perspektivi, o neki naturalistični risbi, o nekih stvareh, ki so čisto obrtniške in za katere mi ni žal, da sem jih seveda osvojil in upam, da v določenih pogledih tudi presegel. Ker ko sem kasneje, bolj ko bo do tega prišel v London, so to bile tiste veščine, ki so jim zgoraj manjkale. Ker akademije, Royal Academy pa druge akademije na zahodu so se, bi rekel v narekovajih, osvobodile starih primežev neke tradicionalne obrtniške filozofije, kot je risba po naravi, kot je linearna perspektiva, prostorske zasnove, barvna teorija in te stvari. Tam si od prvega letnika naprej, bi rekel, umetnik. V Ljubljani takrat pa vendarle nisi bil umetnik, ampak si bil študent in umetnost kot taka se na akademiji ni poučevala, vsaj ne v strani mentorjev, ki sem jih jaz imel na razpolago. Se pravi, oni so vztrajali na, bi rekel, skoraj neki suhoparni, obrtniški izobrazbi, ki pa, se pravi, je zdaj v pomanjkanju na zahodu. In zato so vsi
akademski slikarji z bivših vzhodnoevropskih držav, pa tudi z našega konca dobrodošli, ker te stvari še zmeraj imamo. Ne? Znamo narisati stol v prostoru, znamo narisati figuro, razumeš neke osnovne prostorske zasnove in teorijo barve. Tako da moram reči, da akademija mi je nevede, ne, kaj se bo z mano dogajalo kasneje v življenju, takrat dala veliko. Čeprav sem se kdaj počutil, da tako sem rekel, se moram tem stvarem upirati, nekim trendom upirati in tako. In potem? Kaj se je zgodilo potem? Potem si šel takoj po akademiji v London. Ne takoj. Najprej sem hotel biti malo glasbenik, pa sem si hotel tako služiti kruh, pa ni šlo iz mnogih razlogov, ampak bi rekel, par let za končanim študijem se je pa zgodilo, da je postalo jasno, da tukaj v Sloveniji ni ne tržišča, ne priložnosti, da bi iz tega, kar me resnično veseli, kar je animacija, si ustvaril kruh v bistvu, da bi lahko služil. Kako slikar postane animator? Najprej seveda te mora to veseliti, to je nekaj, v kar se zaljubiš, pa kar te skozi spremlja. Jaz imam v življenju že zmeraj te dve ljubezni, glasba in slika. Ne? In se mi zdi, da v animaciji se to tako lepo združi, se pravi zvok in slika. In za razliko od, bi rekel, likovne umetnosti, ki je statična, je animacija dinamična, se dogaja v času, tako kot glasba. Je v bistvu kot neka glasba v sliki, no? Animacija, zato me je to pritegnilo. In ne nazadnje tudi, kar je ful pomembno poudariti, je to, da se je glih takrat, ko je mene to začelo zanimati, tehnologija je dohitela, bi rekel, nek minimum, ki mi je omogočal, da lahko sam na osebnem računalniku delam risanke, da lahko delam stvari, za katere bi še mogoče 5 let pred tem bilo nemogoče, da bi jih nekdo sam delal doma v dnevni sobi. Ne. In potem si šel v London in kaj je pač potrebovalo te odločitvi v London? Ker sem moral nekaj probati, ker sem hotel postati samostojen, hotel sem odrasti in pač praktično s punco nisem imela nič za zgubiti. In najhuje, kaj se bi nama lahko zgodilo, je to, da bi pač prišla po enem mesecu nazaj, 2 mesecih, koliko sem imela denarja. V London pa zato, ker sva oba govorila angleško in zato, ker sva enkrat za sošolcem z Akademijem Lukom pila v Trnovskem zvonu in sva se stavila, da če do septembra se nič ne zgodi, gremo v London in se selimo v London in pač tako se je zgodilo. In potem, kako si prišel do pač kariere animatorja v Londonu? Si spoznal tega Richarda Barnetta in Trunk Animations? Se pravi, mi, da se šla gor, poznala nisva nikogar, tak s kovčki na Liverpool Street Station. V bistvu tako je bilo, da smo šli najprej fantje naprej in smo poiskali stanovanje, potem smo pa punce gor, potem so pa punce 1 teden ali 10 dni za nami so pa punce gor prišle in tam smo nekaj najeli. In normalno, kupil sem taki mali žepni laptop in smo pošiljali maile na različne naslove. Ampak to je bilo tako 30-50 mailov na dan, dnevno, vsak dan. In vsak mail je imel kratek opis, kdo si, kaj so tvoje veščine, showreel, se pravi link do showreela in kaj bi ti rad tam počel. In pol to trajalo mesec, mislim, da en mesec in po mesecu smo začeli dobivati prve zavrnitve. Ampak ti ne znam povedati, ta prva zavrnitev, ki je prišla nazaj, se pravi prvi negativni odgovori, ki so bili, mi smo naredili žur tam na Surrey Square, kjer smo pa živeli, ker je vsaj, smo imeli občutek, da je nekdo dobil naš mail, ker prvih 50 mailov je bilo neodgovorjenih, in pol prve zavrnitve. Pol po tistih prvih zavrnitvah sem pa dobil prvo službo za neko reklamo za konopljino olje. Potem pa je šlo v bistvu z enega projekta na drugega.
Ta drug projekt je bil za London Fashion Week, neka animacija, ki je pa padal v vodo in glih, ko so hotla Saro nazaj v Slovenijo, isti trenutek so me klicali s Passion Pictures in se dobil zadelati špico za en šov od Jerryja Seinfelda v neki šov za neko televizijo, ki je imel animiran začetek in tako se je v bistvu začelo. Ko sem delal za Jerryja Seinfelda, pa se je pa v bistvu samo z ene točke na drugo točko. Tako naprej. In kakšen je bil prvi projekt? Mislim, prvi tak resen projekt, ki ga lahko recimo danes pokaževa? Aha, da ga pokaževa. Zdaj ti bom pokazal, kaj sem pošiljal okrog, ko sem iskal službo, mogoče je to. To vidiš, tak še kratke filme sem pošiljal okrog. Tisti medved na koncu nima veze, ampak rabo sem še en motiv. In to je bilo tisto, kar jih je prepričalo. No, zdaj pa, da bi tisti svojih prav začetnih pa nimam največjih. Bi rekel, da moj največji break, kot se reče, kako bi to rekel po slovensko, je, ko sem delal za Keith Urban, je en country pevc, country kantautor, mož od Nicole Kidman in on je imel za Nashville Music Video Awards imel nek nastop in je rabo vizualije, tako zadaj neko projekcijo in to je bil moj prvi break. In jaz sem naredil to projekcijo in ta projekcija je bila uspešna in odmevna in potem sem na podlagi te projekcije dobil v bistvu spot za Eltona Johna, Goodbye Yellow Brick Road, za njegovo rezidenco v Las Vegasu, $1 Million Piano, nekaj takega se imenovala in ta projekcija, se pravi tale spot za Goodbye Yellow Brick Road je bil tudi dobro sprejet in ta dva aduta sem pol imel v žepu in pol je šel od tega naprej do Kraljice, če Kraljice pa lahko pokažem. Ampak kako, to je bil že Trunk? To je bil že Trunk Animation. Jaz nikoli, v bistvu sem naredil dva projekta, se pravi enega za Passion Pictures, tale Jerry Seinfeld, pa enega za en drug studio, ki se niti imena ne spomnim, tisto je bilo pa za konopljino olje z Stephen Fry, Stephen Fry je delal voice-over, mi smo delali pa animacijo. Pol so me pa podpisali takoj za Trunk Animation, najprej kot režiserja, pol pa nekaj let zatem so me pa sprejeli kot partnerja. To pomeni, Trunk Animation te je tako našel, potem ko si že naredil nekaj teh uspešnih projektov in si jih ti kontaktiral na isti način. Jaz sem jih kontaktiral po moje 5-krat, 6-krat, že prej za tistimi maili. In so me maili, oni odgovorijo, da te imajo on file, se pravi, da so te shranili, če bodo kdaj iskali koga za tvojimi veščinami, da bodo poiskali in te bodo pol našli. No, tako. Lahko več poveva o Trunk Animations, to je v bistvu agencija, je res? To je produkcijska firma, se reče. Ne? To je produkcijska firma, mi zagotavljamo izdelek. Ne? Se pravi, mi smo v bistvu na nek način podizvajalci, nas najamejo agencije, velike agencije, Leo Burnett ali pa kaj zvem. Nekdo, ki je dobil kampanjo za neko veliko znamko, nas najame, da mi pol to izvedemo. Večinoma, ne pa zmeraj. Nekaj stvari pa tudi sami pičemo, zato da pol pač dobimo. Ampak to s Kraljico, je prišla Kraljica, pač to je neka agencija, verjetno najela vas? BBC.
BBC nas je poklical na podlagi pač tistih dveh in bolj se je zgodilo, jaz imam en ful slab posnetek, tako da. Ne, se pravi, kaj se dogaja tam na strehi so Madnessi, ne, tukaj so Madnessi. Tu spredaj pa 50,000 ljudi, ki to gleda in se pravi, pred Buckinghamsko palačo je 36 projektorov, ki projicirajo to na tole palačo in pač se dogaja, kar se dogaja, no. Ampak se pravim, to je bilo Keith Urban, Elton John, pol pa tole za Kraljico, pa za Madness, s tem smo pa pol pač prišli v časopise, ko so Daily Mail, pa The Mirror, pa The Guardian in pol so nas pač povzeli in to nam je dalo tisto. No, štekaš. Zdaj, Trunk Animations, če se še malo o tem pogovarjava, kako to deluje. Kot produkcijska hiša združuje več režiserjev, animatorjev in tako, ampak verjetno so pomembne pač te stranke, ki jih imajo. Kako Trunk funkcionira je tako, mi smo 3 partnerji, 2 režiserja pa en producent in potem glede na projekt vržemo mrežo širšo, mi imamo mrežo animatorjev, kompozitorjev, vse te stvari. In potem odvisno od pač projekta nas je lahko 50, nas je lahko pa tudi sam 10, recimo. Ne. In tako da smo fleksibilni, še posebej pa zdaj, ne, ko se dela vse te stvari nadaljavo, tako da sploh ni problem. Ampak če gledaš tako zdaj iz te perspektive, šel si s Trebuhom za kruhom v London, potem ta breakthrough, Trunk Animation, kaj ti je pač v bistvu to omogočilo iti v London in v bistvu tako razviti to mrežo? V smislu projektov. Aha. Se ti pravim, ne, najprej pogumne spremna sreča, ne, in jaz nisem poznal nikogar in pol delaš. Hkrati pa nisem sedel na riti pa gledal v zrak pa nič delal, ne. Vsakič, ko sem poslal ta mail tem produkcijskim hišam, sem napravil neko novo, magari 10-sekundno animacijo, nekaj, da je vsakič bilo nekaj novega in potem se je to čez čas nabral in pač sem imel srečo, da me je nekdo opazil v pravem času, no. Potem pa je težko reči, kaj bi bila neka formula. Formula je, mislim, 2 stvari sta. Najprej seveda najbolj pomembno to, da imajo ljudje občutek, da ti znaš nekaj boljš kot oni sami. Ne, se pravi, da si v nečem strokovnjak, da ti nekaj narediš in jih pol to osreči. Se pravi, ti moraš imeti neko kvaliteto, nek talent, neko stvar. To je prvo. Drugo je pa ful pomembno, kar se mi zdi, da se tukaj v našem prostoru zapostavlja, je pa to, da so ljudje zelo občutljivi na to, ali je s teboj lepo sodelovati ali ne. Velikokrat se bodo odločili za nekoga, kljub temu, da ni recimo toliko talentiran, samo da je z njim fajn sodelovati, pa da ne komplicira, pa da dostavi do te roke in da naredi v tem budžetu, ki je bil namenjen za projekt, celotno zadevo, se pravi nek profesionalizem, no. To bi rekel, to me je naučilo zunaj in jaz mislim, da na podlagi vsega tega, ne, teh kombinacij talenta in neke profesionalnosti je bolj možno delati neko kariero. Ker tudi v Londonu, veš, moraš vedeti, po parih letih se že vsi poznamo, ne, vsi animatorji, režiserji, je relativno majhen krog, jaz bi rekel, ima 15-20 ljudi, ki dela v neki špici te stvari. Potem si pa prišlo tudi do teh sodelovanj z glasbeniki, temi pač velikimi imeni, kako pa je prišlo do tega? Zmeraj na podlagi minulega dela, ne. Se pravi, če sem rekel, da je tam, ko smo delali za Kraljico, bilo tisto fest odmevno in me je poželo pozitivne kritike, ker kar smo mi naredili je to, da smo oblekli Buckinghamsko palačo v socialna stanovanja, v te project
bi rekel, stanovanje za reveže in to se je potem levilo, tako sem prej pokazal. In to je resoniralo z ljudmi, a ne, in seveda hkrati, da so to bili Madnessi, ne, se ne delam utvar, da so peli Our House na strehi Buckinghamske palače. Skratka, bil je perfect storm. Te stvari so se vse povezale in na podlagi tega so potem poklicali Rolling Stonesi. No, tako je bilo. In Rolling Stonesi, ko so poklicali, jaz mislim, da je to bilo res 10 let nazaj, ne vem, točno ne vem, kdaj je bilo, ampak moj 10 ali pa še več let nazaj, so Rolling Stonesi rekli, da bodo izdali single Doom and Gloom in to je bil prvi single po 7 letih, ki so bili v popolni tišini. In so hoteli lirik video in lirik video je takrat veljal za v bistvu kot neki slideshow, se pravi, ti si videl tekst, lirika, ne, in skoraj kot karaoke, veš, ono za žogico. Ampak seveda jaz, pa mi, na Tranku smo to izkoristili, da smo v bistvu iz tega lirik videa naredili, bi rekel, neki presežek, ki je pa enako je resoniral pač z ljudmi. Prvo to, da so to Stonesi izdali po 7 letih prvi singl, drugo pa to, da čistko, ne, je to bilo leta, ta spot bil leta najbolj gledan Rolling Stones link na YouTubeu, a ne. In to je velika čast, ne, prav vsem, kaj so dali ven, plus to, da so za isti singl posneli spot, ki je imel 3-kratni budžet, rečemo, pa ni dosegel pol ogledov, ki ga je naš spot dosegel. Se pravi, da tu neka vsebina obstaja, ne, ki še zmeraj trznejo ljudje, ne, čakaj, to so slike, sorry. In to pomaga, ne, in potem smo imeli, ne vem, bi rekel, ne vem, ogromno milijonov pač ogledov in pol je to reklama za naprej, za Stonesi smo naredili 4 spote pol na podlagi tega uspeha. Mislim, verjetno je pomembno, da ste v tem spotu tako zelo specifično estetiko Stonesov, ki ni tako, ne vem, čist, tako, ta dirtiness v bistvu, da ste to ujeli. Kako se lotaš teh naročnikov sploh v takem smislu? Mislim, kako, a to preštudiraš prej naročnika, njegov izraz, ali v bistvu si daš prosto? Tudi, ne, pa ti se meniš, ti moraš vedeti, da je, ko delaš z recimo Rolling Stonesi, ne, ti Rolling Stonesi, oni imajo na desetine ljudi zaposlenih, ki skrbijo samo za njihovo, bi rekel, vizualno podobo. Okay? In zmeraj tam nekje v vsakem, bi rekel, grafični sekciji, video sekciji, kjerkoli, je nekdo, ki je glavn, ki bdi na tem, da vse, kar dajo Rolling Stonesi ven, je neka homogenost, ne, znotraj tega in so kot neki art direktorji. In ti v bistvu sodeluješ z art direktorjem, ki je direkt od benda nameščen in pa z založbo, recimo Universal v tem primeru, ki ima pa s commissionerjem, ne. In commissioner je kot neki producent, on tebe najame in skrbi za to, da ne greš čez budžet in je neki, bi rekel, posrednik med tabo pa med klientom, a ne. In praviloma ti nimaš niti stika s klientom, recimo ti si ne mailaš z Jaggerjem, razumeš, direkt, ponavadi, ne, se pa zgodi seveda, če neka pač ono fiksna ideja, da pač ti jo direkt komunicirajo. Tako da se moraš tega zavedati, ne, se pravi, nekaj romantičnosti že gre iz tega. Moraš vedeti, da vsakič, ko delaš s temi velikimi imeni, zdaj jaz sem delal že kar z nekimi in bi rekel, da zmeraj gre tvoj mail z recimo updateom ali pa animatikom za takšno stvar ali pa karkoli skozi najmanj 20 naslovov, 20 email naslovov, preden pride do naročnika. In vsak v tej verigi teh 20 naslovov
prejema neko plačo in ima neko funkcijo in ima občutek, da mora doprinesti nekaj kvaliteti končnega izdelka. In ponavadi seveda mora vsak dati neki komentar, reče, da ta rdeča je malo preveč rumena, daj malo bolj vijolično, ali pa daj tole črto malo bolj na levo. In teh komentarji se bolj zbirajo, tega je ogromno. In seveda ti moraš imeti do tega, do dela neko distanco. Okay? Ti moraš vedeti, da si v veliki meri obrtnik. Hkrati pa ne smeš pozabiti, da so te najeli pa glih zato, ker ti veš nekaj boljš kot vejo oni. Ne? In ti bolj svetuješ kot arhitekt. Ne? Ti rečeš, ni v redu, da nimaš stebra na tej strani, ker se bo vse porušilo. Ampak ti jih moraš prepričati, ker ljudje niso racionalni. Ne? Oni ustrajajo na nekih stvareh. Ne? Jaz vem, ko sem delal z Take That, smo imeli ful teh debat, kjer smo jih pripričevali, zakaj ni v redu, da nekaj pokažeš, pa drugo pokažeš, pa nima veze, hočem reči, ful je neke politike, ne? Zato je dobro, da imaš dobrega producenta. Ampak vseh teh veščin se seveda zlahka naučiš v okolju, ki ima razvito tržišče, pa kjer je tradicija tega biznisa, da te stvari laufajo in da so te stvari finančno ovrednotene, kar pa je pri nas seveda obrnjeno na glavo. Ker smo tako majhni in v bistvu praktično tržišča za te stvari ni. In potem je ogromno nekih, bi rekel, projektov, ki so financirani strani države, občin, pa nasploh družbe tako ali drugače in potem, ko se ta denar nabere, pridejo neke komisije in pol te komisije odločajo in pol te komisije so sestavljene glede na trenutno oblast in bla, bla, bla. Se pravi, stvar je pri nas bistveno bolj kompleksna in onemogoča, da bi se talenti zverzirali, bi rekel, v tem poslovnem smislu, da bi postali pravi profesionalci na tak način, kot to omogoča recimo prostor zunaj. Ne. Tudi zaradi frekventnosti, same frekventnosti projektov. Ne. Tukaj pridejo projekti, saj veš sama, dvakrat na leto tako nekaj kapne, ne. Zunaj je pa to tedenska stvar, ali pa bi rekel vsaj mesečna. In to pomeni, da moraš veliko delati, če hočeš biti dober z naročnikom, pa hkrati ohranjati svojo kreativnost. To je izziv, ne? Izziv je glih ta, kako ohraniš neko originalnost, pa da si zvest samemu sebi, pa da se glih res čisto skomercializiraš in prodaš. Hkrati pa seveda, da je stranka zadovoljna. To je v bistvu ta, ki te plačuje. Ne? In kar bi bilo meni izziv, pa meni všeč, kar je meni všeč še zdaj pri komercialnem delu, je to, da ko pride stranka do tebe, pa reče, jaz bi rada nekaj v tem stilu, ali pa v tem stilu, ali pa tako, te prisili, da potuhtaš čisto tehnološke praktične rešitve, kako boš ti to spravil na ekran. In tukaj gre za pristope, ki jih sam od sebe nikoli ne bi raziskoval, razumeš? Se pravi, nikoli ne bi šel v ta stil, nikoli ne bi šel v to tehnologijo, če ne bi bil prisiljen, ker si hoče zaslužiti tisti honorar oziroma ker ta projekt potem kliče. Ampak tisto, kar je glavno, je to, da potem, ko ta projekt mine, ti si bil plačan, vse tebi to znanje ostane. Razumeš? In potem se ti v bistvu tale arzenal polni. In naslednjič, ko tekmuješ za projekt, ne, lahko samozavestno rečeš, to znamo narediti, lahko naredimo tako, se pravi, dobiš neko univerzalnost, se ti pravi, glih to je tisto, kar pridobiš iz te frekventnosti, pa iz tega pretočnega tržišča, no, ki zunaj obstaja. A dobiš s tem tudi neko distanco do sebe? Na nek način. Do tega, da, mislim, kje je ta meja, ne, da se preveč komercializiraš ali pa da v bistvu še vedno ohranjaš neko svoj izraz. Kdaj, mislim, prej si rekel, ok, ti kot arhitekt rečeš, ok, tle mora biti steber, res je, ampak jaz imam še vedno zraven statika, strojnika, imam nek pač arzenal ljudi, ki mi pomagajo pri moji, kako bi rekla, prepričevanju naročnika, ne. Kje imaš ti ta arzenal kot umetnik? To po moje vsak pri sebi ve, ne, na nek način. Jaz rad sprejmem ta izziv, no, se pravi, predvsem tehnološki, da se zdrave nekaj naučim, pa se mi zdi, da vse, kar dam iz rok, ima neko presežno vrednost, da ima nekaj.
Veš, ker tudi mora imeti, ne, če jaz hočem, da se ta naročnik vrne ali pa da je stvar uspešna, mora biti neko iskrico. Veš, ne more biti to kar po kot tekočem traku, a ne. A ta spot od Take That mava? To so bile pa projekcije za Royal Variety Performance, nimam pa zdaj tukaj posnetka, ti ga lahko pošljem. Ja. Je imel, jaz mislim, da je imel. Mislim, si predstavljam, da se Take That delati je res verjetno drugače kot z Rolling Stones, pač Rolling Stones. Veš, kaj bi bila presenečena, ne? Jaz moram reči, za Rolling Stones je predvsem za njihovo, bi rekel tole, založbo, publisherji, pa to je bilo ful neprijetno delati. Veš. Ker oni za samimi umetniki nimajo veliko, ne? So pa taka zelo rigidna, korporativna, komercialna neka veriga priklopljenih osebkov, ki ne vem točno, kaj počnejo. Tako da včasih dela za nekoga, za katerega si, recimo Elton John, ne? Elton John, jaz sem si zmeraj njega predstavljal, kot da je on tak neki zafektiran, bi rekel, performer, ne? Full camp, gejovski, ono kao Queen, da si izmišljuje to pa ono, ker smo vsi slišali te zgodbe, da si je prefarbal letalo, ker mu ni bilo všeč barva, prednje poletel pa vse pa ono pa to. In glih kontra, ne? Moja izkušnja z njim je, da je neverjetno človeški, ful oseben. Jaz sem sodeloval, tale skladba, ki sem naredil pač spot za njega, Goodbye Yellow Brick Road za $1 Million Piano, je v bistvu, to je bil en hit v 70-ih, nima veze. In Goodbye Yellow Brick Road, in jaz sem si predstavljal, da bi to bil vse one take in gre rigverc nazaj ob te poti, ne, iz ciglov, to je, se referira na Čarovnik iz Oza, veš, Goodbye Yellow Brick, in ob tej poti gremo skozi desetletja njegove kariere in srečujemo ljudi, ki so na njega vplivali oziroma s katerimi je sodeloval. In jaz sem napisal ta cel koncept in sem dobil direkt odgovor od njega nazaj, da mu je ful všeč in da je to super, pa če bi lahko dal noter še njegovega moža, pa njegove otroke, na koncu pa ono vse, pa to sem rekel, super, ni problema. In vmes sem zvedel, ker sem se pač učil v njegovem življenju, da je on sodeloval z Johnom Lennonom veliko, ona dva sta bila prijatelja. Se kot John Lennon mora biti noter v risanki, mislim v tem animaciji nazaj, in lastnica podobe Johna Lennona je njegova bivša žena, pač vdova po njem, Yoko Ono, in ne moreš njo vprašati za dovoljenje. In sem rekel, da to, in Elton John mi je takoj poslal njen naslov, ni problema, jaz ne pisal, dobil odgovor nazaj, sem ji poslal test in je Yoko rekla, oh, John would be proud, this looks so great. Ampak to je odgovorila nazaj takoj, ne veš. Če imaš mogoče izkušnjo, če v Sloveniji pošlješ kam mail, včasih tako, da si ga vrgel v črno luknjo, da fup. Da, a so ga dobila, ne. Tu pa takoj, ljudje so odzivni takoj in ta komunikacija je stekla in rezultirala v ta lep, zdaj mi je žal, da nimam tu, spot animacijo. Po vrhu vsega, ne. Mi smo to končali in ta animacija je bila hit in potem so pisali v Billboard magazine, kak je to lepa animacija, tako naprej, in nam se je tako fajn zdelo, še meni, ne. In en dan mi pač delamo v studio, pride poštar, pozvoni in je prinesel taki veliki zaboj šampanjcev in je z priporočenim pismom za nas, Elton John, hvala vam, to je za vas, na moje zdravje, bla, 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 spite, hvala lepa. Veš, ne, ono tako. Plus tem, da pol, ko smo imeli projekcije pri Kraljici, je prišel do nas, pa smo se spoznali, pa hočem reči, da se mnogo naučiš o ljudeh, pa o tem nekaj predvidevaš, da je nekdo tak ali onak. In v tem svetu, pač tem poslovnem svetu, moraš dobiti neko trdo kožo, pa moraš se, če imaš debelo kožo, moraš se znati distancirati, to si rekla, ne. Moraš se znati distancirati, moraš vedeti, da ni vsaka pripomba osebna pripomba nate, ampak da pač prvo, ljudje morajo nekaj pristaviti, ker so za to plačani, ne? In pa da je biznis, ti si kot obrtnik. Ampak hkrati ti je pa to potem omogočalo delati tudi na svojih lastnih avtorskih projektih, recimo kratki film One of a Kind, nagrado na festivalu,
Je bilo tudi to na nek način prebojno delo? Je bilo, tale je dobil v Študgardu nagrado občinstva, ne, pa to je tudi že nazaj veliko let, 2014. Kaj je pomen tega, ne? Pač na nek način imaš te projekte, ki jih delaš komercialno in potem imaš animacije, s katerimi recimo probaš pobrati nagrado, ali kaj je smisel v animaciji? To nekaj, kar moraš početi, ali verjetno ne v komercialnem uspehu? Tako preprosto vprašanje, ne? Ne vem. Uživam v animaciji, rad gledam risanke in pol verjetno imam občutek, da bi rad gledal tudi neke risanke, ki še pa ni noben naredil, pa bi jih jaz rad gledal. In bolj tiste risanke jaz napravim, zato da jih lahko vidim. Tako. Ampak kaj pa, kako najdeš te projekte, kako najdeš te zgodbe? To so totalno avtorski projekti, to je tudi zgodbo sam sestavljaš, ali kako? Večinoma ja, ampak ne zmeraj, ne. Čisto odvisno, lahko imaš nekaj, kar nosi sabo že dlje in pol hočeš to realizirati, ali pa si misliš, ja, to bi bila fajn zgodba, pa jo napraviš. Verjetno pač za eno tako animacijo porabiš zelo veliko časa, zraven moraš delati še te komercialne projekte verjetno, ki ti omogočajo, ne vem, kruh, ne, in kako to dvoje skombiniraš? Da ne padaš totalno v pet project, pa... Veliko časa delaš, ne, tako, veliko ur na dan delaš in pač probaš racionalizirati, ne, ponavadi je tako, no, da ti komercialno delo financira to osebno delo, no, ne, večinoma, čeprav zdaj delam film, ki je financiran strani filmskega sklada in medijskega centra, se pravi, se da tudi tako sredstva dobiti in pač bolj hočeš realizirati stvar. No. Kolobariš, ne, kako narečem, ne, vozi slalom, tako kot vsi, a ne. Zdaj delo s filmskim centrom, to je ta birokratski del, o katerem si prej govoril. No ja, veliko sreče ti pri tem. Ja, ne, jaz v bistvu sodelujem z Staro Garo, ki je produkcijska hiša in v bistvu oni skrbijo za to birokracijo. Jaz predlagam projekt, ki bi ga rad delal in potem je na njih, da v bistvu oni iščejo sredstva in zaenkrat imamo super, sodelujemo super. Zdaj v enem momentu si se odločil preseliti iz Londona nazaj v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker se spremenil se je prostor, se pravi, tehnologija je dohitela v bistvu produkcijo, se pravi, jaz lahko od koderkoli delam globalno in tehnologija dohaja, ni več tega zamika, ko uploadaš file, ni več, se pravi, ti dejansko v real time, no, deliš projekte in sodeluješ z animatorji po celem svetu. Zdaj, odkar sem se vrnil v Slovenijo, moram reči, da vsaj bi rekel, 70% moje produkcije gre ven, je globalne, delam za Združene države ali pa za Veliko Britanijo, Francijo. In vse laufa, ne, kar je seveda bil katalizator, tudi tale COVID, ki je pokazal, da se da tudi na drug način čisto normalno, čisto okej delati. Zdaj, poleg tega, da si se vrnil v Maribor, verjetno, mislim, si začel delati tudi v lokalnem okolju z SNG Maribor, z Lutkovnim gledališčem. Kako drugačno je delo za gledališče, na primer? Čisto drugače. Ja? Čisto drugače. Mislim, gre za vizualni jezik, ki pa ima... Tukaj se lahko vrnem spet nazaj na akademijo, ne, na tiste osnove, na neko osnovno znanje vizualnega komuniciranja, ki bi je ostalo, se pravi, da lahko prenesem neke vizualne ideje v različne prostore, pa različne medije. To je to. No, pa tudi verjetno je delo za animacija, ki pač je namenjena, da jo gledaš na ekranu, ali pa nekaj, kar je namenjeno, da gledaš kot projekcijo v prostoru. Ok, dobro, tam so bile projekcije na fasado, ampak vseeno, to je gledališče, ne? Tam imaš v interakciji z igralci ali pa z nekim... Scenografijo, z lučno postavitvijo, z vsem tem. Ampak
Se pravi, primarna naloga tiste animacije ni narativa, ampak je, bi rekel, skoraj da oplemenitenje, je scenografija, praviloma, ne. Seveda ima pol režiser kakšno idejo, pa imaš kakšen narativni preblisk, pa se dejansko zgodi neka animacija, ki vozi zgodbo naprej, ampak načeloma gre za estetiko, ne. Ti kot vizualni ustvarjalec moraš imeti občutek za sinergijo in v bistvu gre za sinergijo. A se reče sinestezija, ne, se pravi, ti moraš pretvoriti zvoke v barve in, razumeš, dejanja v oblike. Te stvari so pomembne in da imaš neko komunikacijo z režiserjem in scenografom, če nisi ti avtor celotne likovne podobe, a ne. In, ne vem, jaz mislim, da za nekoga, ki mu je to prirojeno, pa ki se s tem, ki ga to veseli, mu to lahko pade. Niso to tako različne stvari, veš, da bi bila to neka popolnoma druga stvar, recimo scenografija, ne. Ker moraš razmišljati tudi, ko delam jaz kratek film, jaz naredim de facto vse, ti postaviš kamero, določiš lečo, napraviš luči, teksture, barve, prostor, scenografijo, bi rekel, ne. Production design, kot rečejo zunaj, se pravi, ti se cel cajt že s tem itak ukvarjaš, a ne, in potem, če gre pa za recimo teater ali pa gre za lutke, lutke so animacija, ampak animacija v realnem času, ne, ampak gre za animacijo, se pravi, moraš razumeti, kako se premikajo oči, kako morajo biti usta, kjer so rokice, vse te stvari ti morajo biti jasne, razumeš, da pač delaš, razvijaš v bistvu tehnologijo nazaj. Zmeraj delaš tako, ne, se pravi, lik mora narediti to in to akcijo, to in to stvar, izrazi to in to emocijo in ti veš, če hoče to narediti, mora imeti te in te funkcije in pol iz te funkcije v bistvu ti gradiš nazaj, da narediš tehnologijo, ki to podpira. Okay. Ampak hkrati si se pa lani predstavil spet kot slikar z razstavo v Kibli. Serijo 4 podob, ki predstavlja mariborsko, blokovsko dvorišče. Kaj to je nek reminiscenca nečesa iz tvoje preteklosti? Seveda, ja. Je bilo tudi to nekak instrument tega, da se vrneš nazaj na svoj izvor? Ne, to je prišlo samo od sebe, ker sem končno, to vse gre z roko v roki, ker zdaj lahko verodostojno poustvarim svet, v katerem sem rastel, ali pa tisto, kar preganja moja domišljija, ne. In jaz si lahko nekaj zamislim, pa si predstavljam v glavi in imam znanje, da to pač naredim v podobi, a ne, ker je ta tehnologija šla tako naprej. Kar je fascinantno pri ustvarjanju podob danes, je to, da je digitalni medij popolnoma neraziskan medij. V smislu, mi ne vemo čisto zares, kje ta medij biva. Jaz sem te podobe sprintal na platno, pa jih dal na podokvir kot v neki salonski sliki, veš, tak. Ampak de facto podoba, ki je digitalna, ki živi kot ničle pa enice v računalniku, ne, kje ta podoba obstaja čisto zares. To mene vznemirja, ne. Ker trenutek, ko jaz sprintam, pa jo ustavim na neki nosilec, na neko podlago, je to nekaj drugega. Nekje živi nekje drugje. V redu, ima svoje legitimnosti, nekje drugje, recimo grafika, tisk, ampak kljub temu jaz to ustvarjam na ekranu, tako bi rekel čisto kot neka abstrakcija skorajda. In to mi je noro, ker se mi zdi, da nismo še razrešili, kako ravnati z digitalno podobo, ki pa je po moje prihodnost. To je prihodnost vizualne umetnosti. In ker enostavno ponuja preveč možnosti, ker odpira toliko ne samo konceptualnih, ontoloških, ampak tudi domišljijskih, čisto v tem primarnem ustvarjalnem smislu možnosti za vizualnega umetnika, ne. In se mi zdi, da je tu fajn to odstirati. Jaz nimam odgovora, jaz ne vem, kje te stvari zares živijo, ampak me pa vseeno vznemirja, ker jaz lahko vzamem tale avto, smo mi imeli, to je BX7, Citroen,
In jaz ga lahko najdem na netu in si ga vržem na to dvorišče, to je naše dvorišče, to je Prušnikova ulica v Mariboru. Ja, me razumeš, ne? In lahko zelo konkretno poustvarjam te stvari in jih seveda naselim s svojimi fantazijami in tak naprej, ampak kot podoba sama v modernističnem smislu, ki ona biva na površini, a je to risba, a je to koncept, kaj to je pa digitalni medij izmuzljiv in v vseh pogledih, ne. Tudi če gledava, če razmišljaš o animaciji, tisto, kar sva gledala prej, pa tisti Rolling Stonesi, pa vse je bilo naslikano, pa vse je kapljalo, nič od tega ni bilo posneto. To je vse v računalniku. Nič ni kapljalo, nobene kapljice ni bilo, to je vse fake. A ja, nisi sliko pa potem brisal? Ne, kje? To so vse maske in teksture in vse je bilo to inscenirano, pa to je 10 let nazaj, ne. Nobenega čopiča ni bilo, nič, to je vse računalnik. In meni se zdi zanimiv ta moment, zakaj mi zmeraj znova vključujemo v digitalni medij te organske nepravilnosti, napakice, ki otoplijo stvar, pa jo naredijo malo manj ostro, malo manj digitalno. Kot da je bil za tem človek, čeprav z roko ne, z potezo ne, sam tak zamislijo. Niti s penom? Ne. Mislim s penom, mogoče tako whackom, misliš, ne? Tako, že, ampak si risal maske, ne? In tako da ja. Okay. Mogoče še to eno vprašanje za zaključek najnega pogovora, potem pa v bistvu predajam besedo tudi publiki za vprašanja. Kakšen je tvoj odnos nekako do percepcije umetnika danes v družbi, sploh vizualnega umetnika? Recimo, če primerjava, umetnika, pa bom rekla sploh v tem našem slovenskem okolju, ne? Imamo to percepcijo, da je umetnik ubog. Kaj da je umetnik? Ubog. Ubog. Mislim vsega, da je umetnik bog. Ubog, ne? Ubog. A je res ubog, ne? In pa kakšno neko to, bi rekla, vrednost ali pa družbeni pomen ima delo vizualnega umetnika? Kakšen posel je vizualna umetnost? To je za več vprašanj bilo, ne, ni bilo samo eno. Ne vem, čisto iskreno nimam pojma. Vem samo to, da kadarkoli vidiš nekaj o umetnikih na poročilih ali pa ti ne dobijo, o slikarjih sploh govora ni. Niti govora ni o slikarjih, okej? Slikarji so ta zadnji, ne, pa se ga lahko govori o igralcih, pa glasbenikih, pa teh performerjih, pa onih. O slikarjih se niti govori, ne. S tem, da v Sloveniji ne obstaja čisto zares tržišče za vizualne umetnike ali za vizualno umetnost, čisto zares. Drugače pa novi mediji ponujajo nove priložnosti, da se vizualni umetniki afirmirajo, da se postavijo in da spoznajo, kaj je njihov kapital. Konec koncev je velika večina današnje komunikacije vizualna komunikacija in tukaj lahko vizualni umetniki seveda stopijo v središče, bi rekel, ne. Sam problem je v tem, ali to okolje prepozna kot vrednost in ali jih ne. Nimam odgovora, tako bi rekel, ne vem. Super. Vprašanja? Hvala. Čestitke najprej za tole predstavitev, ful zanimivo. In glede na vaša avtorska dela, no, bi se bolj mogoče me zanima eno vprašanje, da imate res, tako ste razložili, pač ta pristop in kako vam je v bistvu všeč digitalni medij, ampak vseh vaših avtorskih filmih saj se prav vidi in mislim, res lahko otipaš te like in teksture, ki jih obdajajo. Pa me zanima, če mogoče imate kako željo poskusiti vseeno se vrniti tradicionalno nazaj v stop animacijo, da bi prav tudi lutke animirali, ali to se sploh ne zanima, ker je mogoče bolj dolgotrajen proces, mogoče bolj manj ničl pa enic, ne vem, tako. Ja, hvala za vprašanje. Ja, tako kot ste rekla, ne, čas pa denar je tisti glavni faktor, ki je tukaj vodilo vse zame, ne, v tem smislu.
Plus tega moram povedati, da sem po naravi len in da iščem bližnjice. Mislim, da je lenoba neka podcenjena sila pri ustvarjalcih. Jaz mislim, da ta potreba potem, da iščeš bližnjice, prinaša novitete in bogati, bi rekel, samo produkcijo. Hkrati pa si niti ne domišljam, da bi stopil na neko polje, veš, kjer so ljudje takšni milijonkrat večji strokovnjaki, kot sem jaz, napravili že take krasne stvari. Jaz sem vseeno toliko samokritičen, da če bi začel te stvari delati, bi hotel neko perfekcijo ali pa bi hotel vsaj nek nivo, ki ga ne bi dosegel v 20 letih, po mojem. Bi mogel začeti bistveno prej, če bi hotel biti danes tam, kjer bi pa rad bil, oziroma kjer bi omogočal, da sem digitalni medij. Tako sem vse fajn povedal, da... Ja. Ok, super. Mene čez kratko vprašanje, kako se imenuje tisti videospot od Eltona Johna? To bi pa si želela pogledati. Goodbye Yellow Brick Road. Goodbye Yellow Brick Road, tako njegov komad. Ja. Tako, mora biti na Vimeo, je zihar. Čestitam tudi jaz, za kariero. Pa hvala za ta pogovor. Mene pa zanima čisto tako v smislu, čisto malo tako tehnično, katere programe si tako čez svojo kariero uporabljal, pa koliko si še predstavljaš nekega razvoja in učenja v prihodnosti, a se še dogaja to, da se učiš nekako novih tehnik in novih... Ja, se pravi najprej na prvi del, zmeraj pač klasika, Adobe Suite, Adobe Suite pa Cinema 4D zame. Ker Maxon Cinema 4D ima vse, ima vse na nek intuitiven način, ne tako kot Maja, ki ima ful tehničen način, vse zame, kompleksna pa Max, tisto, kar so standardi v industriji, recimo animacije pa to, je Cinema 4D vse v enem, en mali paket in je ful kvalitetni, še posebej z integracijo novih renderjev in drugih aplikacij tehnoloških, je top. Da bi rekel, je software, ki je lahko zelo površen, zelo hiter, hkrati pa je izjemno globok. Če hočeš iti noter, se da tudi kodirati stvari, imaš particle systems, različne pač pristope, da bi jaz priporočal vsakemu od začetnika do profesionalca Cinema 4D od Maxona. Drugače pa za naprej seveda, te softwari se ful posodabljajo, stvari, o katerih smo sanjali 3 leta nazaj, so zdaj že nekaj čisto normalnega, to je neverjetno, kar gre. Hvala Bogu, obstajajo 2-krat na leto te tehnološke konference, kjer se predstavijo novitete in jaz sem religiozno vsakič pač zraven preko spleta in gledam te posodobitve in potem traja dobesedno mesec, 2 lahko, da se s tem napolniš, čeprav zdaj se mi zdi, si več ne delam utvar, da znam enako, kot znajo recimo mlajši, ker res grejo stvari ful hitro nazaj, imam pa pač tisto drugo kilometrino, ki uravnovesi pol vse skupaj. Treba spremljati. Tam je gospa. Ja, tudi jaz čestitam, zelo zanimivo. Mene pa zanima, če čas in denar ne bi bilo vprašanje, katerem mediju ali pa polju bi se najbolj posvečal. Kaj je tisto, kar te, driva, inspirira, navdihuje? Jaz mislim, da ne bi bilo dosti drugače, kot je zdaj. Čisto iskreno povem. Mogoče bi malo več delal na teh podobah, na slikah, na teh statičnih podobah, ampak ne bi se mogel tresti animacije, pa niti ne glasbe čisto res. Tako da po mojem bi bilo zelo podobno. Jaz imam samo srečo, da lahko se s tem preživljam. Hvala. Pa vse najboljše za rojstni dan.